glede sklepov, ki smo jih sprejeli, jaz mislim, da je najbolj primeren predsednik vlade. Seznanili smo se z nekaterimi informacijami glede delovanja hrvaških obveščevalne službe. Več o tem ne bi. Nekih informacij več nismo v bistvu dobili, ko ste jih imeli mediji že pred današnjo sejo. V Slovenski demokratski stranki, kar se tiče, branimo neodvisnost slovenskih medijev, ob tem smo vedno stali. Mislim, da vpliv predvsem tujih držav na slovenske medije obsojamo. Treba pa se zavedati dejstva, da arbitraža je pase, dejstva, da je glavni arbiter Sekolec delal od leta 1975 za službo državne varnosti nekdanje Jugoslavije, da je bil kompromitiran že daleč pred tem, da ni bil varnostno preverjan, še preden je nastopil to funkcijo, in da je deloval po vsej verjetnosti, če pogledamo tudi prisluhe, v katerih je v bistvu, lahko rečemo, vodo, glavnino razgovora z visoko predstavništvom Ministrstva za zunanje zadeve, da je deloval, da ni upošteval navodil Slovenske varnostne agencije in da je naredil veliko škodo, predvsem oškodoval je, lahko rečemo, slovenske nacionalne interese. To so dejstva. Kot veste, smo v Slovenski demokratski stranki že daleč pred tem, pred leto 2011, vztrajali na tem v zunanji politiki tako zvanega pritiskanja okoli Hrvaške. To pomeni, da bi Hrvaško pred vstopom v Evropsko unijo lahko večkrat blokirali, padle bi številne vlade in mislim, da bi Slovenci ravno na tem mejnem vprašanju, ki je bilo najbolj pomembno vprašanje po samostojnosti Republike Slovenije, dovolili mnogo več. Danes je dejstvo, da nimamo odprtega dostopa torej da nimamo direktnega dostopa do odprtega morja, da ta dostop teče preko hrvaških teritorialnih voda. Ob tem ugotavljamo, da smo zavedno izgubili 4 zaselke na levem delu Dragonje in da so na drugem delu te meje, torej na hrvaški strani, ostali na stotine Slovencev. Izgubili smo na stotine kilometrov slovenske zemlje in da lahko rečemo amaterizem, diletantstvo nekdanje politike, predvsem pa povezave z nekdanjo službo državne varnosti, ki je dobesedno kompromitirala tudi potem arbitražni postopek, da vodi v nebo. Jaz upam, da smo se iz te zgodbe nekaj naučili in da bomo v prihodnje bolj previdni. Pa ocenite kot koristno to sejo, ta sklic SNAV-a? Poglejte, kot predstavnik Slovenske demokratske stranke, gospod Janša je danes odpotoval na visoki vrh EPP-ja, zato se ni mogel tega udeležiti. Lahko samo povem, da smo dali sklep, ker se mi zdi, da je informacija gre bolj v dnevno-politične zadeve kot neka resna nacionalno-varnostna informacija. Zato sem zahteval, da se pred ministri, pred predstavniki, da se objavi, torej da se direktno objavijo posnetki v eni izmed tihih sob, da se soočimo, ali je ta informacija sploh drži ali ne drži. Torej, predsednik vlade mi tega ni dopustil, torej tega sklepa nismo sprejeli. Prepričan sem in po informacijah, ki jih ima tudi direktor varnostne agencije, da gre za minorne informacije, ki bolj služijo predsedniku vlade v njegove dnevno-politične debatah, mogoče tudi v njegov politični PR, ko pa v eno resno nacionalno-varnostno vprašanje. Resno nacionalno-varnostno vprašanje v tem trenutku pa so stotine in tisoči beguncev, ki mimo mejnih prehodov vstopajo na slovensko ozemlje in mimo slovenskega ozemlja potujejo po srednji in zahodni Evropi. Torej vam danes nihče ali pač so vam potrdili informacije, ki jih je objavil POP TV? Ne, delno verjeti smo mogli na besedo. Jaz sem zahteval in moram priznati, jaz sem pred nekaj dnevi objavil tudi tweet glede Styria Media Group, torej velike medijske multinacionalke, pod katero spada tudi Slovenski dnevnik, pod katero spada tudi časnik Žurnal 24, pod katero spada Večernji list in tudi Kurir. To sta oba dva lista, ki sta leta 2015 prva začela objavljati afero arbitraža in kjer sta nadaljevala stalno proti tudi naši stranki, proti našemu predsedniku stranke in sedaj tudi v tej aferi gospoda Tolja, ki ima pa seveda, ki je predstavnik te multimedijske korporacije na Hrvaškem. Morate povedati, da ta multimedijska korporacija po vsej verjetnosti ima velik vpliv tudi na izvolitev številnih politikov v Srednji Evropi. Dobro, ampak besedno ste rekli, verjeli na besedo, torej so potrdili te? Ne, niso potrdili. Mogli smo verjeti na besedo, zato sem predlagal kot sklep,
da gremo v en izmed varnih sob, ki jih imamo, ki je tehnično sposobna, in da predstavniki Sove direktno prikažejo vpliv, predvsem vpliv hrvaške vlade na gospoda Tolja, ki bi naj v imenu hrvaške vlade speljal ta vpliv na en izmed slovenskih medijev. Torej tega dokaza kot najvišji predstavniki nismo dobili, kljub temu, da sem zahteval ta sklep. Ampak direktor Sove, recimo, ste rekli na besedo, še enkrat, da se razumemo, je pa potrdil to besedno, ni dokazal, je pa potrdil, ali ne? Glejte, o tem ne bi govoril, zato sem predlagal ta sklep, da se to opravi v varni sobi, kaj več pa o tem, o sami naravi pogovora, pa mislim, da bi bilo neprimerno. Pa kaj ste se pogovarjali o posnetkih teh POP TV? Glejte, o tem ne morem govoriti, tukaj mislim, da lahko predsednik vlade neko izjavo za vas. Hrvaški mediji oziroma hrvaške obveščevalne službe dejansko vse zanikale, tudi predsednica hrvaške države se je postavila na okope, pravijo na nek način, da Slovenija laže. Glejte, ravno zaradi tega, pa ne zaradi tega, v Slovenski demokratski stranki, ko gre za nacionalno varnost in interese, nikoli nismo imeli, lahko rekel, nekih zelo prijateljskih odnosov s Hrvaško. Kot sem že napovedal, tudi v prejšnjih letih smo z njimi imeli svoje prijateljske odnose v smislu dnevne politike, ko gre za nacionalno varnost in interese, pa smo vedno bili na strani slovenske države in držali državotvorno. V tem smislu smo ravno zaradi tega predlagal ta sklep, da se opravi predvajanje teh prisluhov in da nam Sova zagotovi, da je šlo za resnični vpliv hrvaške vlade. Tega do danes nismo naredili in predlagam tudi, da se to naredi vsaj na naslednjih sejah tega telesa. Ampak če vas prav razumemo, Sova trdi, da ima te prisluhe, da je hrvaška vlada vplivala na to, da bi preprečil objavo. Glejte, Sova naj to dokaže visokim predstavnikom slovenske politike, visokim predstavnikom te države. Glede vsebin pa mislim, da je bilo neprimerno za slovensko nacionalno varnost, da o tem debatiramo. Kaj pa to, da je o tej informaciji, osnovni informaciji, ki je pač novinar Avdo Avdić povedal na N1, da naj bi Hrvati prisluškovali, a je to bilo vse potrjeno, kaj je bilo o tem rečenega? Da je res hrvaška obveščevalna služba prisluškovala Grenikov in pa Sokolicu? Glejte, razni teh informacij, ki jih imate tudi mediji, ki ste jih že pred to sejo dobili, drugih informacij nimam. To je dokazal, da bi nam to predvajali, seveda tega sklepa nismo sprejeli, zato jih tudi nismo mogli poslušati in jih težko zdaj komentirati. Torej, zato sem predlagal ta sklep, da se to predvaja v zaprtem delu, v eden izmed tehnično varnih sob in da dobimo, da je ta informacija potrjena. Da je kjera informacija? Tako enih in drugih, tistih iz leta 2015, kot teh iz leta 2019, od teh zadnjih vpliva na medije. Se pravi to zadnje, kar se včeraj poročalo. A je bilo mogoče tudi kaj govora, kaj bo jutri sporočil oziroma se pogovarjal v Bruslju sam predsednik vlade? Glejte, o tem ne bi. Mislim, da neke zadeve morajo ostati zaprte na seji. Samo še eno vprašanje glede gospoda Sekolca. To je samo mnenje vaše stranke ali je bilo slišati kaj podobnega tudi? Ne, glejte, lahko kar povem naravnost. Gospod Sekolec je v službo državne varnosti vstopil leta 1975, deloval je na univerzi v Mariboru kot asistent, kjer je uvajal svoje profesorje in svoje sodelavce in leta 1982 je po nalogu slovenske, takratne jugoslovanske tajne službe, UDBE, odšel v tujino, torej po letu 1982 in deloval v tujini. Torej, tisto, kar je prvo vprašanje, je, zakaj tega človeka niso že varnostno preverili, preden je nastopil to funkcijo, če varnostno preverijo, kot veste, vsakega vojaka, vsakega policista, ki stopi v službo v Slovenski nacionalno-varnostni sistem. Se pravi, po današnjem, mislim, zdaj, če rezimiramo, vi niste dobili potrditve, da drži, da so hrvaške obveščevalne službe oziroma, da je to SOA snemala v Sloveniji 2015 in tudi okrog tega, da bi hrvaška vlada vplivala na Tolja, tega ne morete potrditi po tem svetu za nacionalno. Glejte, tisto, kar je dejstvo, je, da predsednik vlade ni dopustil, torej niso glasovali za moj sklep, da to pravimo na en izmed tajnih sob in zaradi tega je lahko to samo neka informacija za dnevno informativne zadeve.